Pozdravljeni v avtomobilnosti. Pregled statističnih podatkov za 20 let pove, da je najbolj varen mesec januar, takrat je prometnih nesreč najmanj. Verjetno tudi zato, ker je to čas, ko je na cestah bolj hladno ali pa celo sneg in je naša pozornost bistveno večja kot sicer, mogoče tudi zato, ker je zato hitrost nižja, mogoče pa malo tudi zato, ker je to še čas, ko so naši spomini na novoletne sklepe, kaj bomo vse dobrega naredili v letu, ki je pred nami, še zelo svež. No, in po drugi strani najbolj nevarna meseca sta mesec oktober in november. Morda zato, ker še nismo prilagodili svoje vožnje od poletnih dni na tiste, ki pridejo, ko je ozračje malo bolj vlažno in ko so ceste oziroma podlaga malo bolj hladna. In pa morda ni naključje, da ravno meseca novembra zori vino in da je takrat tudi martinovo. Nikakor po naključju pa prav v teh rizičnih mesecih poteka preventivno raziskovalna akcija Skupaj umirjamo promet. Ta na zelo premišljeno izbranih mestih postavi hitrostne table, ki zbirajo zelo veliko zanimivih podatkov. Sistem za umirjanje hitrosti je sestavljen iz prikazovalnikov hitrosti Vi vozite, ki merijo hitrosti vozil. Podatke o hitrostih pa pošiljajo prek mobilnega omrežja na strežnik, ki vsebuje sistem za obdelavo in prikaz podatkov. Statistika zbranih podatkov je na voljo tako policiji in redarskim službam, kot tudi občinam in šolam, ki podatke prek svojih portalov posredujejo javnosti. Kadar želimo ugotoviti, kako na neki konkretni lokaciji vpliva postavitev merilnika hitrosti na znižanje hitrosti vozil, to naredimo tako, da za en teden ugasnemo prikazovalnik. Sicer ugasnemo samo prikaz hitrosti, tako da voznik tega ne vidi, dejansko pa se meritve še vedno izvajajo in tudi podatki iz merilnika se prenašajo na strežnik. Potem pa po preteku enega tedna prikaz podatkov oziroma hitrosti ponovno vključimo in zopet zbiramo podatke en teden in potem po izteku tega tedna med seboj primerjamo dobljene rezultate. In pokazalo se je, da je delež manjšanja 10 odstotnih točk v prid zmanjšanja hitrosti. V 3 sezonah akcije Skupaj umirjamo promet smo v bistvu po celotni Sloveniji postavili že 44 prikazovalnikov hitrosti. Gre torej za dolgoročni projekt. Zavedamo se namreč, da spreminjanje voznih navad oziroma same vozne kulture ni nek tek na kratke proge, ampak bi lahko rekli, da gre bolj za maraton. V sklopu teh akcij gre naprej tudi raziskava in seveda kaže na to, kako vozniki reagiramo, kako lahko izboljšamo svoje vedenje ne samo na cesti, ampak tudi recimo na kakšnem simulatorju in to prenesemo v prakso. Velika posebnost tega raziskovalno-preventivnega projekta Skupaj umirjamo promet je pravzaprav v razumevanju problema in tudi v iskanju drugačnih rešitev. Ko govorimo o preventivnih akcijah, le redko kdaj lahko ugotovimo, kateri ukrep v resnici najbolj učinkovito spreminja naše vozniške navade. Skupaj umirjamo promet pa je prepoznal velik izziv prav v natančno zbranih podatkih o tem, kako na točno določeni lokalni točki v točno določenem času neko število voznikov vozi. In to smo prepoznali kot velik izziv zato, da začnemo z vozniki na različne načine komunicirati in poskušati vplivati na njihov vozniški slog. Vozniki po nekem določenem času oziroma obdobju, ko pač dobijo ta prikazovalnik hitrosti v svoje okolje, mogoče nanj niso več toliko pozorni. Zaradi tega smo se odločili, da jih še dodatno nagovorimo. Ugotovili smo, da na voznike nekako bolj vpliva lokalna komunikacija. V naših meritvah za kar 50% bolj učinkoviti so. Lansko leto smo z vami komunicirali prek velikih obcestnih plakatov, gigantov in smo napisali recimo, v prejšnjem mesecu je v Sevnici po Melanijini aveniji še vedno prehitro vozilo 30% voznikov. No, rezultati so bili kar dobri, solidni lahko rečeva. Prehitri vozniki oziroma delež prehitrih voznikov se je na teh mestih znižal za 5 odstotnih točk. No, letos pa smo komunicirali prek radijskih postaj. Lokalnih radijskih postaj. Saj namreč zanimivost projekta Skupaj umirjamo promet je, da poskuša voznike doseči na najbolj oseben lokalni način. Saj je dokazano, da taki ukrepi tudi najbolj trajno
rešujejo problem prometne varnosti. Ni pa to konec akcije. Prihodnje leto bomo z vami komunicirali na kakšen drug način. Pričakujte nekaj novega. Zato, ker smo ugotovili, da pozornost tudi voznikov moraš vedno znova iskati, tako z jumbo plakati oziroma obcestnimi panoji, kot prek lokalnih radijskih postaj. Ampak na koncu bi si pa želeli, da bi nogo s plina umaknili sami in se začeli zavedati, kako pomembno je, da vozimo previdno, varno in po predpisih. Z akcijo Skupaj umirjamo promet nameravamo nadaljevati tudi v prihodnje, tako da bi ob tej priložnosti povabila vse gledalce oddaje Avtomobilnost, da predlagajo, kje bi bil ta prikazovalnik hitrosti v njihovem lokalnem okolju najbolj potreben.